Pozdravljeni, jaz sem Alen Mangafič iz Geodetskega inštituta Slovenije, kjer se ukvarjam z daljinskim zaznavanjem in prostorskimi analizami. Danes vam bom predstavil primer uporabe satelitskih posnetkov za spremljanje vodnega stresa v vinogradih. Študija je izvedena na območju Prečenika. Analizirali smo povezanost Sentinel-2 posnetkov in meritev vodnega potenciala. Na začetku vam bom na hitro predstavil Sentinel-2 podatke in njihove lastnosti. Nato bom predstavil metodologijo, po kateri smo izvajali analize, ter rezultate analiz in njihovo interpretacijo. Sentinel-2 je konstelacija dveh satelitov programa Copernicus, Evropske vesoljske agencije. Satelita Sentinel-2A in Sentinel-2B zajemata multispektralne podatke z optičnim senzorjem, ki zajema 13 kanalov. Posnetki so zajeti na spektralnem območju vidne svetlobe, bližnje infrardeče in kratkovalovne infrardeče. Na delu bližnje infrardeče svetlobe imamo več kanalov, ki se razlikujejo glede na njihovo spektralno ločljivost in vsak od teh nam lahko poda zanimive informacije pri spremljanju rastlin. Prav tako nam kratkovalovni pasovi povejo več o vodni in mineralni sestavi različnih materialov. Kanali vidne in bližnje infrardeče svetlobe so zajeti z 10-metrsko ločljivostjo, medtem ko ostali so zajeti z 20-metrsko. To pomeni, da znaša en piksel 10 metrov krat 10 metrov za prve kanale, kar pomeni 100 metrov kvadratnih površine, in 20 metrov krat 20 metrov oziroma 400 metrov kvadratov za preostale kanale. Časovna ločljivost konstelacije je 2 do 5 dni, kar pomeni, da imamo za isto območje na voljo nove podatke vsakih 2 do 5 dni, odvisno od geografske širine. Tukaj lahko vidimo barvni kompozit RGB Sentinel-2 posnetka na območju Furlanije Julijske krajine z delčkom Krasa in Istre. S pomočjo Sentinel-2 posnetkov lahko vidimo iz ptičje perspektive, poleg območja Gradeške lagune, tudi različne fizikalne lastnosti območja, kot so na primer vegetacijski indeks prikazan na naslednji prosojnici. Podobni indeksi in različne kombinacije zajetih kanalov nam lahko podajo drugačno perspektivo o stanju površja. Ločimo lahko območja glede na stanje vegetacije, suše, mineralne sestave in tako naprej. Na tej prosojnici lahko vidimo naše študijsko območje oziroma vinograd na območju Prečenika, kjer so se izvajale terenske meritve vodnega potenciala in za katere smo prenesli, obdelali in preuredili satelitske posnetke v tako obliko, ki nam omogoča izvajanje analiz. Analizirali smo korelacije med izmerjenim vodnim potencialom in različnimi kanali ter indeksi izpeljanimi iz satelitskih posnetkov. Izmerjeni so bili vodni potenciali lista in stebla opoldan ter vodni potencial pred zoro. Meritve so potekale 8. avgusta 2020, 29. julija 2021 in 26. avgusta 2021. Za datum iz leta 2021 smo pridobili posnetke, ki so zajeti istega dne. Za datum 8. avgust 2020 smo pridobili posnetek, ki je najbližji temu datumu. To je posnetek z datumu 10. avgust 2020. V tem obdobju so meteorološke postaje prikazovale podobne meritve, tako da nas je zanimalo, ali lahko kombiniramo podatke in posnetke, ki niso merjeni oziroma zajeti na isti datum. Prenesli smo surove posnetke ter jih predobdelali s Centu-Core algoritmom. Na ta način smo pridobili posnetke, katerih pikselske vrednosti predstavljajo odbojnost. Ker so terenske meritve izvajane tudi na trtah, ki se nahajajo na istih 10-metrskih Sentinel-2 celicah, smo morali meritve agregirati na celične nivoje. Izvedli smo agregacije za 10 in 20-metrske celice z upoštevanjem mediane meritev na enoti. Vrednost odbojnosti smo potem točkovno pripisali iz satelitskih posnetkov ter tako pridobili svoja opazovanja. Za vzorec, sestavljen iz vodnega potenciala in odbojnosti, smo izračunali Pearsonov in Kendallov koeficient, P vrednosti značilnosti ter prikazali premice linearne regresije za značilke, ki so imele največjo povezanost. Tukaj lahko vidimo primer korelograma, Pearsonovi koeficienti, za podatke iz 29. julija 2021 med povprečnimi meritvami vodnega potenciala
agregiranimi na 10-metrske celice Sentinel-2 kanalov. Opazimo lahko močne korelacije vodnega potenciala lista in vodnega potenciala pred zoro z bližnjo infrardečo in tudi z NDVI in NDMI indeksi. NDVI je sestavljen iz kombinacije rdečega in bližnje rdečega kanala, medtem ko NDMI iz bližnjega in kratkovalovnega infrardečega kanala. Tukaj lahko vidimo korelacije med meritvami agregiranimi na 20-metrske celice. Opazimo lahko izjemno močno povezanost na območju infrardečih spektrov. Povezanost je zelo močna že na območju kanala rdečega roba, ker lahko vidimo pozitivno povezanost. In prav tako na območju kratkovalovnih infrardečih kanalov, močna negativna povezanost. Podobne analize smo izvedli tudi za ostale posnetke. In na koncu za vsa opazovanja skupaj. Močna povezanost na območju kratkovalovnega infrardečega kanala se je izkazala v vseh kombinacijah datumov. Zdaj bomo prikazali še krivulje regresijskih analiz močno koreliranih parov, da lahko ocenimo prej prikazane korelacije. Pričeli bomo s prikazom odnosa med SVIR2 kanalom in vodnim potencialom stebla opoldan, da prikažemo, kako izgledajo povezanosti, ki imajo zmernejše koeficiente. Lahko vidimo, da je negativna povezanost zares prisotna, sicer je 95% interval zaupanja, pas modre barve v okolici krivulje, precej širok. Stopnje značilnosti oziroma p-vrednosti kažejo na to, da je vzorec še nekoliko majhen, da bi lahko prenesli hipoteze z veliko zanesljivostjo na populacijo, ampak vsekakor je p-vrednost dobra. Tukaj vidimo krasno prileganje regresijske krivulje, ki jo opisuje razmerje med vodnim potencialom opoldan in SVIR2 kanalom. Krivulja lahko predstavlja Pearsonov koeficient povezanosti, ki je precej občutljiv na tako imenovane osamevce. V tem primeru se za oceno povezanosti zdi primernejši Kendallov koeficient, saj vidimo, da opazovanje spodaj desno močno vpliva na regresijsko krivuljo in prav tako na 95% interval zaupanja. Stopnja značilnosti izračunana na osnovi Kendallove korelacije kaže na to, da je vzorec primeren za prenašanje ničelne hipoteze na populacijo. Visoko prileganje regresijske krivulje lahko vidimo tudi v razmerju med vodnim potencialom pred zoro in SVIR2 kanalom. Zadnja regresijska krivulja v tej predstavitvi prikazuje odnos med vodnim potencialom in modrim kanalom. Kot sem že omenil, krivulje linearne regresije bolje predstavljajo Pearsonov koeficient, ki je izjemno občutljiv na osamevce. Tukaj lahko vidimo vpliv osamevca na drastično širitev intervala zaupanja. Na osnovi prikazanega lahko zaključim, da je tudi v tem primeru Kendallov koeficient primernejši in da je povezanost med vodnim potencialom pred zorom in modrim kanalom slaba do zmerna in nemočna. Na osnovi analiziranega in predstavljenega lahko zaključim, da sta vodni potencial lista in pred zoro močno korelirali z nekaterimi valovnimi dolžinami. Opazili smo izrazito povezanost na infrardečih spektrih ter stopnjevanje močne povezanosti od rdečega roba do kratkovalovne infrardeče, in sicer se korelacija obrača iz močne pozitivne do močne negativne korelacije. Večina izračunanih stopenj značilnosti je pokazala, da so izračunane korelacije znotraj vzorca značilne, ampak da bi za zelo robustno sklepanje na nova opazovanja potrebovali dodatne meritve. To bi pomenilo, da bi nam zadostna baza terenskih meritev kombiniranih Sentinel-2 posnetki omogočila, da z določeno stopnjo zaupanja pridobimo oceno vodnega potenciala lista in vodnega potenciala pred zoro. Hvala vsem za vašo pozornost in lepo vabljeni na spremljanje projekta Aquavitis.